Torej, zadihamo. Ne? Dihanje je ena pogosta, pereča tema, za katero danes veliko ljudi ve, da ni tako samoumevna, kot mogoče zgleda. Ja. Zakaj je temu tako? Temu je tako predvsem zaradi modernega načina življenja, kjer veliko presedimo, veliko smo sključeni, veliko ste takole naprej. In zdaj, kaj ima to veze z masažno pištolo? V bistvu veliko, ker pokazala vam bo, kako lahko tudi z masažno pištolo. Tudi pri nas smo že imeli primerov kar zelo veliko, kjer smo strankam sprostili rebra, oziroma da bolj natančno poveva, medrebrne interkostalne mišice in na ta način dosegli tudi boljši vdih, torej večjo kapaciteto dihanja. Zakaj? Namreč te medrebrne mišice se, če se zakrčijo dol, vam ne dovolijo, da pljuča zadihajo s polnim volumnom. Namreč pljuča so pod rebri, niso v trebuhu, pod rebri so. In večina ljudi, ki diha samo s trebuhom, ne ve, da v bistvu pač rebra se morajo z vsakim vdihom in izdihom, se so tudi tako narejena, se morajo širiti in krčiti. In zdaj, če imate rebra pa medrebrne mišice zakrčene, potem tega pri vas ni. In zato pogosto, recimo, sem videl primere, ko smo imeli kakšne malo bolj kifotične stranke in ko smo jim sprostili ta del, sicer je bilo boleče, ne se bati, tudi daj kakšna modrica bo nastala pri teh masažnih pištolah, pa pri vsaki masaži, ampak so mi same poročale, da so naslednji dan recimo bistveno lažje dihale, bistveno lažje tekle in tako naprej. Tako da, gledajte, mogoče je vzrok za kakšno, za to, da se počutite, da ste brez kondicije, ker greste teč, tudi v tem, da imate slabo gibljivost prsnega koša. Tako da v tem segmentu se bomo lotili prav prsnega koša in pa tudi ledvene hrbtenice. Tako da pri prsnem košu najbolj pozabljen del je pa tudi ta del, ki ga opažam ljudje, nikoli ne grejo sami masirati. Zmeraj radi masirajo sam po nogah pa po mišicah, kjer je najbolj prijetno, ampak v bistvu največ dobrega si pa naredite, če greste masirati tiste stvari, kjer vam dejansko delajo težave. Tam bo masažna pištola prišla najbolj prav. In pri rebrih jaz opažam, da je najbolje, če greste takole prav po vzdolž, tako kot grejo tudi rebra, ker rebra potekajo vse takole od prsnice pa vzadi do hrbtenice, torej rebra potekajo od hrbtenice zadaj pa vse tukaj naprej. In po vsej tej dolžini vzdolž greste vi lepo z masažno pištolo. In tudi tukaj kar vzemite ta močen nastavek, torej ne onega mehkega, prijetnega, ampak tega ta močnega. In boste hitro videli, če so kakšne trigger prožilne točke. Torej, če se boste takole lepo masirali po rebrih, pa takole noter, boste videli, če vas zelo boli, je to ponavadi znak, da je ta del zelo občutljiv, da je lahko zakrčen. Kakšen gib bi tukaj dodala zraven? Ja, logično, dihanje, ne? Tako, bravo, evo, prav ta odgovor se hvala, super. Torej, ja, gib tukaj je dih, ne? Torej, da se, pa pozicija, v kateri to delate, je v bistvu leže, najboljše je leže, ne? Leže na hrbtu in da greste s pištolo takole čez svoja rebrca, malo bo bolel, pejte pač zmer, pa prožilnih točkah je zmer tako, malo more boleti, to je dejstvo. Ja. To je dejstvo, da malo more boleti, ne bo nevzdržno. In potem se probate sprostiti, tudi to je fora prožilnih točk, pa sproščene, če ste vi tako potem, da se vi tako masirate, da vas boli, pa da ste zakrčeni, da ste v nekem takem stanju, ko se hočete zavarovati, pol ne bo sprostilnega učinka. Vi se morate kljub bolečini nekako prisiliti, da se, se bomo umirili in greste lepo. Jaz od mojih strankam med sama masaža zmer rečem, boli, povej mi, kako boli, a lahko še umiri in vdihaš. Ja. Tako da, kadar mi reče, ne more več dihati, me to boli, da zadržujem dih, vem, da je tu bolečina prehuda in ne bomo dosegli tiste sprostitve. Tako da, dokler lahko mirno dihaš, je še to ok. Dokler lahko mirno dihaš, bravo, super. To so povedala, torej ne pozabite na rebra, glede za to, v vseh teh videih to omenjava stvari, ki so dejansko res koristne v praksi. Praktične. Ja, torej, ne masirati samo tiste dele, ki so vam všeč, ampak pogledajte, če imate tudi mogoče kakšne take dele, ki so pogosto pozabljeni, ampak vam bojo dali zelo veliko dobrega, če boste dobro spustili. Mogoče da sem še eno bi omenil pri rebrih, torej, ko se masirate, greste lahko še tudi v rotacijo, torej rotacijo rebrnega dela. Potem imamo še naslednjo mišico in sicer QL ali quadratus lumborum. To je mišica bolečine v križu, skoraj da lahko rečemo. Ja, res je. Tukaj zelo prav pridejo sprostilne masaže oziroma točkovne masaže. Točkovne, ja. Predvsem točkovne mora biti. Neka splošna masaža hrbta
doskrat deluje samo tako sprostilno na kratek rok, medtem ko če greste res prav zadet QL mišica, to je ta mišica, ki pogosto povzroča težave v hrbtu, povzroča jih pa predvsem zato, ker ste že prej naredili neko zadevo, da se je ta mišica zakrčila sploh. Dajmo mogoče pokazati, kje ta mišica je, če mi malo pokažeš v mojem hrbtu. Mogoče si lahko čisto predstavljate tako zgornji del vaše medenične kosti, pa spodnji del rebrnega loka. In evo, tale mišica povezuje dejansko naša rebra z medenico. In njena funkcija je, da v bistvu približuje medenico in rebra, pa tudi stabilizacijska mišica je in spet dihalna mišica. Tako da tudi vedno, kadar to mišico sproščamo, zmer predlagamo, da tudi globoko dihajo stranke, poleg drugih gibov, zraven. Kaj pa najboljši način za to mišico, da jo sprostimo? Jaz osebno sem pazil, če si na boku, pa da si podložiš spodaj nek poštrček, zato da te tukaj še malček odpre, da na ta način se najlepše raztegne in greš lahko tukaj zadaj lepo in jo dosežeš. In moraš kar globoko. Tako je, težava te mišice je, da se nahaja zelo globoko. Tako da, če bomo mi dejansko direkt s hrbta šli noter, je zelo verjetno ne bomo zadeli. Moramo iti dejansko od strani, se pravi z boka proti sredini hrbtenice in na ta način jo bomo prišli zraven. Sej verjetno, ko boste zadeli pravo točko, boste vedeli, da ste gor. Potem sem pa rekla še eno mišico, bi gledala pokazala če govoriva zdaj o bolečini v križu, recimo bolečina v ledvenem delu hrbtenice, spodnji del hrbta, kakorkoli, je fajn tukaj že Jura omenil, tale quadratus lumborum mišica, pa še mišice zgornjega dela oziroma gluteusi, zadnjične mišice, ki so tudi pogosto zategnjene. Pa lahko tako mogoče pokaževa. Greste kar na, v bistvu spet poiščete svojo medenično kost in to meso, ki se nahaja gor, je ponavadi tudi zelo občutljivo. Pa greste kar po celem delu, od sprednjega dela pa vse tle naokrog. Glavno je, da najprej začutite kost. Ja, najprej kost. Medenično kost, vrh in pa greste potem vrhu takole dol. Tako, ja. In pri tem primeru, ker glede na to, da je to malo večja, malo močnejša mišica, spet tale nastavek. Ta točkovni nastavek bo največ težav rešil. Lahko za eno vilčko ali pa s trima. Mogoče bi tle jaz čisto rekla, da če ste pa preveč občutljivi, če mogoče te vilce so malo preveč za vas, pa dajte začeti najprej s tem nastavkom, se pravi takim malo bolj splošnim, da mogoče dosežete eno tako prvo sprostitev, pa pol greste malo bolj globoko. Se tudi pri sami masaži ne grem kar direkt noter s prsti, pa razbijem 3 točk, ampak najprej prepravim tkivo, mu povem, evo, zdaj sem približala, bom nekaj naredila in isto naredite tudi pri sami masaži. Tako, da se ne ustrašite. Ampak se boste videli, kot si rekla, to je super point. Če vas bo na začetku malo bolj zabolel, ne se takoj ustrašiti, pa nehati. Pejte najprej mogoče bolj, dajte se v ugoden položaj, tudi glasba v zadnju je pomembna, da ni okoli vas enega šundra, torej da se prijetno počutite in pol pejte, mogoče s temi lažjimi nastavki in boste videli, da zdaj se cool počutite, zdaj vam je cool, všeč vam. In zdaj vam je prijetno. In pogledajte pa mogoče vidno bolj najprej na vedno močnejši pritisk z istim nastavkom. In potem šele greste na kakšen tak agresiven nastavek. To predvsem za tiste, ki ste malo bolj v bolečinah, ampak ki ste trenutno bolj v občutljivem stanju. Tako. Krasno, vidiš, koliko se tole kar veliko enega dobrega materiala. Mislim, pa še kaj je, ne? Še mene je zanimivo, pa v bistvu vem, za kva se gre, ampak mi je zanimivo. Tako da gremo naprej, nismo še končali, nismo še pri stopalih. Tako da naslednji segment. Noge.